Zdravimo jutri je bil osrednji slogan že tradicionalne sejemske prireditve Narava zdravje, ki temelji na dolgoročnih trendih povečevanja ekološke zavednosti in pomembnosti zdravega načina življenja. Številne ideje za zdravo življenje in trajnostni razvoj je letos na gospodarskem razstavišču več kot 20 000 obiskovalcem predstavilo 260 razstavljavcev, ki so prišli iz 7 držav. Sejemsko prireditev Narava zdravje sestavlja več tematsko zaokroženih sklopov: prehrana, ekodom, okolje ter wellness in gibanje. K novostim letošnje prireditve pa je bil dodan tudi sklop Zdravje za jutri. Tu gre predvsem za predstavitev specialističnih ordinacij in pa predvsem velik poudarek na obsejemskem programu. Tu so predavanja zdravnikov specialistov z aktualnimi temami, predvsem o načinu prehranjevanja, raznih boleznih, ki so tako aktualni predvsem za starejšo populacijo, ki je redna obiskovalka tega sejma, in seveda ne nazadnje tudi predstavitev znotraj dvoran, kjer lahko predstavijo svojo ponudbo in svetujejo obiskovalcem direktno na licu mesta. Posebna pozornost na sejmu je letos pripadala tudi slovenskim zdraviliščem. Borza Space, bomo rekli, da drugo leto zaokrožuje celoto letošnjega sejma. Gre za organizacijo Združenja naravnih zdravilišč Slovenije. 15 zdravilišč se predstavlja predvsem tujim poslovnim partnerjem, ki so bili vabljeni. Tukaj imajo individualne sestanke in upamo, da tudi s tem pripomoremo, da se bo slovenski glas zdravilišč ponesel izven meja. Častna pokrovitelja 41. sejma Narava zdravje sta bila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Uradni otvoritelj sejma, kmetijski minister magister Dejan Židan, je ob odprtju sejma poudaril pomen ohranjanja kmetijskih zemljišč z namenom kakovostnega proizvajanja hrane v Sloveniji. Predstavnik okoljskega ministrstva, državni sekretar dr. Peter Gašperšič, pa je javnost pozval k odgovornemu ravnanju z naravo. Prvi sejemski dan pa je na gospodarskem razstavišču zaznamovala tudi razglasitev Okolju prijazna občina 2010. Izmed sodelujočih slovenskih občin v akciji društva Planet Zemlja so nagrado prejele 3 okolju prijazne občine: občina Vojnik, Celje in občina Dobrovnik. Za pestro paleto informacij o naravi in zdravju je bilo na sejmu poskrbljeno tudi v okviru bogatega obsejemskega programa. Številna strokovna predavanja, poučne delavnice, okrogle mize in ostale aktivnosti so priredili tudi razstavljavci sejma. Ja, predvsem je moto tudi našega nastopa na sejmu Narava zdravje, zdravo življenje, in v sklopu tega smo se odzvali povabilu oziroma izkoristili možnost, da predstavimo svoje videnje skozi predavanje, in sicer na temo rekreacije s poudarkom na tek. Drug vid te rekreacije je pohodništvo, potem pa še na temo zdrave rabe zdravil, ki tudi gre v kontekst zdravega življenja, in področje bolezni na srcu oziroma kako se temu izogniti, kako zdravo živeti, da do tega ne pride. Mi pripravljamo svetovalnice Energija doma, to je še en v bistvu dokaj svež projekt Energetike Net d.o.o. Gre pa za to, da želimo približati energetske teme končnim odjemalcem, se pravi splošnim porabnikom. V okviru svetovalnic bomo odgovorili na vprašanja oziroma že odgovarjamo na vprašanja, kakšne vire energije lahko ljudje izbirajo, tako recimo za ogrevanje, za v bistvu vsi smo tudi mobilni, ne, tako da tudi kot gorivo bi rekla. Mi smo kar zadovoljni nad obiskom, zgleda, da ljudje so že odprti za tovrstne teme. Sploh prvi dan, ko smo imeli tudi veliko govora na temo pasivne gradnje, je bilo zelo veliko ljudi in tudi zanimali jih je, na kak način dobijo nepovratna sredstva. Imeli smo tudi govorce iz Ekosklada, ki so govorili o tem. Tako da mislim, da so to zelo aktualne teme za nas vse, zaradi tega, ker na koncu jih občutimo v naši denarnici, ne. Vsako leto oziroma zdaj že več let izvedemo tudi mini olimpijado skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije, ki je pa namenjena najmlajšim. Tako povabimo vse ljubljanske vrtce in tisti, ki se prvi na to odzovejo, se potem tudi udeležijo na te mini olimpijade. Mislim pa, da so tudi zadovoljna vsa društva, ki so se predstavljala na tem sejmu, tako da smo dejansko svoje cilje dosegli.
S svojim dolgoletnim znanjem in izkušnjami so bili na sejemski prireditvi Narava zdravje prisotni tudi njeni že tradicionalni razstavljavci. Mi se predstavljamo na gospodarskem razstavišču že od prvega leta naprej, namreč Medek že ima 56 let svojega uspešnega delovanja in jaz bom tudi že drugo leto 50 let delal v našem Medeksu. Torej, smo zelo zadovoljni in veseli predvsem to, da se ponovno vračamo k naravi, da vemo, če hočemo preživeti čas, da moramo naravo bolj spoštovati, ceniti in seveda tudi ceniti pridelovalce zdrave hrane. Čut za naravo in socialno okolje sta vrlini trajnostnega razvoja in blaginje. Zato je organizator sejma tudi letos obiskovalce nagovarjal z alternativno vstopnino. Ob koncu sejma je bilo tako z namenom reciklaže zbranih 238 kg ogrodij mobilnih telefonov, 39 kg polnilcev in 93 kg baterij rabljenih mobilnih telefonov. Otroške knjige, ki so jih obiskovalci sejma prerastli, pa so namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Akcijo je podprl tudi slovenski predsednik dr. Danilo Türk. The way it should be.